Govorila bova o umetnosti. Evo, jaz se tudi čujem. Art. Kulturac. Evo, imamo za to one zadeve. To bo šlo tako. To nas samo tako malo več, da sem. Umetnost. Umetnost in psihoanaliza. In skozi psihoanalizo, a? Dajva začeti mogoče z samim terminom, ne? Umetnost kot taka. Kako bi vi definirali neko umetnost? Kaj je umetnost? Jaz sem se malo pripravljal na tole, poslušal spet enih 5, 6, 10 ur Miška Šuvakoviča pa Aleša, tale en naš Rjavec. In sem ugotovil, da se umetnosti ne da definirati. Vsaj z enim stavkom oziroma rabo bi pol ure govoriti, kaj je to umetnost, da bi razložil, kaj je to umetnost, glede na to, da pač jaz pa poznam psihoanalitične koncepte, Freud je veliko govoril o umetnosti, tako da sem danes zjutraj tega na mojega Lokija sprehajal, sem tuhtal, pa vendarle bi moral malo pa definirati, ko bi bila to umetnost, in sem rekel, da je to neko dogajanje, družbeno, kulturno, ima zdaj boljše ime, sem takoj naj rečem, da je šport toliko kultura kot umetnost. In te umetniki si lastijo ime, da so kulturniki, in to ni prav. Obiskovanje muzejev je toliko kultura kot obiskovanje nogometnih igrišč. Ampak umetnost v svojem bistvu bi bila pa neka dejavnost ljudi, in odkar so mislili so pa tudi, ko še niso govorili, je povedal Freud, te lingvisti, tudi Lakanovci nočejo slišati. Se pravi, človek, bom rekel neandertalec, pračlovek, je mislil tudi, ko ni imel izoblikovanega jezika, ker tudi živali mislijo, pa nimajo jezika. Tu je malo, rekel se, malo prerekamo znotraj psihoanalize, Freudovci pa Lakanovci, ker Lakan je bil še tako malo lingvistično usmerjen. Suma sumarum bi se pa reklo, da je človek, ko je začel misliti, simbolno bitje. V osnovi je simbolno bitje njegova, in to zdaj ni retorična fraza. Nevrologi iščejo neke vzporedne neke nevrone, ker prav tako razmišljajo, da ne obstaja samo zavestno razmišljanje, ampak obstaja tudi nezavedno razmišljanje, in v nezavednem obstaja pa še simbolno mislenje. Se pravi, mi moramo to budnost prebrati, jo razvozlati, jo razumeti tako kot sanje. Zdaj od Freuda naprej vemo, da so sanje simbolno strukturirane. Sanje niso samo kraljevska pot do nezavednega, ampak so kraljevska pot do simbolnega. In to simbolno se da z veliko pisano pisati. Simbolno, realno, imaginarno je Lakanov izraz, ta trojica. Tako da umetnost je neko družbeno dogajanje, ki je posledica dejstva, da človekova psiha deluje tudi na simbolni ravni. Kar pomeni, da naša zavest ne ve, ko percipira to realnost, ki je sploh nepomembna oziroma ni primarna. Primarni proces po Freudu je nezaveden. V tem nezavednem pa potekajo simbolni procesi, in sanje so simbolna, kraljevska pot do simbolnega, ne zgolj do nezavednega, kot je rekel. Se pravi, kraljevska pot do nezavednega je po mojem pač hipnoza, ker jaz delam hipnozo in vem, da tam se prebijam do nezavednega. Ampak to nezavedno ima ta atribut simbolnosti, kar pomeni, da moramo mi prebrati videno na način tako kot sanje, in to se zgodi spontano. Zavest nič ne ve, da imamo mi simbolno strukturo percepcije. Da mi, ko gledamo zdaj, ker jaz sem napisal šport skozi psihoanalizo, ta nesojeni doktorat, lahko bi napisal knjigo ali pa doktorat Umetnost skozi psihoanalizo. Se pravi, šport ima simbolno strukturo. Kar pomeni, da tisto evforijo, ki jo mi vidimo recimo na nogometnih igriščih, ker po tej kulturi je ta nogomet tako evforično zapopaden, predvsem strani moškega spola, ker moški smo genitalno različni, ženskam se zdi
fuzbal mal smešen, ne, tam se bodijo za tisto žogo in pol da tisti gol, pa se pa objemajo, pa mečejo na trepalnice od užitka. Zato, ker ima gol simbolno strukturo, ki je seksualna. Ne? Moj znameniti stavek, da gol ne obstaja, da gol ni gol, teoretsko je gol simbol vagine. In spet to ni retorična fraza, ampak na našem nezavednem nivoju se to videno prebere zaradi anatomije genitalij, pa zaradi narave koitusa, se pravi spolne združitve, se predvsem v moških teh psihičnih nezavednih simbolnih procesih dogajajo eni drugi procesi, ki so vezani na užitek. Ne? To je pač tako v športu, recimo tam, ki je paradigma gola. Paradigma recimo podbojke je pa drugačna, ker tam pa ni gola, tam se pa preko človeka obvladuje načelo ugodja, tam se pa neugodje prelaga na drugega. Ne? Se pravi, neprijetnost, že otrok prelaga, naj mu mamica ritko briše, naj mu mamica igračke pospravi, ne? Ker otrok je polimorfni perverznež in bi delal samo tisto, kar je prijetno, luštno. Zdaj, načelo realnosti je pa tako, da mora tudi svoje igračke pospraviti, pa tako naprej. In pol na nezavedni nivoju se paradigma prilaganja neugodja na drugega lahko reflektira v športni panogi, recimo, in to se ne da dokazati na nikakršen način, v odbojki ali pa na miznem tenisu, navadnem tenisu, tam, kjer je pa paradigma gola, se pa te libidinalni seksualni procesi dogaja na nezavednem nivoju. In ko sem jaz to pometal pred svojim pragom, ker sem pač bil športnik, tudi diplomiral na fakulteti za šport, pa vse te podiplomske študije sem v bistvu vedno povezoval s športom, potem sem jaz ugotovil, da ta umetnost je pa čisto podobna. Pa še tako Freud je rekel, če ne bi jaz analizo sanj najprej naredil, interpretacijo sanj, Traumdeutung, november 1899 novembra je izdal to knjigo z letnico 1900, tudi jaz sem svojo prvo knjigo 1999 z letnico 2000 izdal, ravno zato, ker sem obeležil to Freudov pristop pri izdajanju prve knjige, tudi moja knjiga je bila 100 let po Freudu tako izdana, ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država. Tam psihoanalize nisem nekje tako transparentno omenjal. Ampak Freud je rekel, če bi pa se jaz pa lotil po umetnosti, tako kot sem se sam, bi bila pa kraljevska pot do nezavednega, bi on rekel. Ne? Pač interpretacija umetnosti, jaz bi pa rekel kraljevska pot do simbolnega je pa umetnost. Zato mi moramo resnici na ljubo iskati simbolne procese, ki se aktivirajo in vedno se aktivirajo, ko smo mi deležni nekih impulzov. Zato je umetnost neko dogajanje v človeški družbi, kjer predvsem konzumenti, tisti, ki srkajo to umetnost, doživijo neko čustvo, ampak ne tisto, kar njihova zavest nič ne ve. Oni nekaj vidijo, kar se mu ponudi kao zdaj v teh časih kot umetnost, in on je zadet in reče, wow, umetnost, ne? V resnici pa zadeto njegovo nezavedno, njegovo simbolno, se pravi konzumenta. Tisti, ki pa hoče, recimo pa sejeti umetnost, pa proba svoje nezavedno ubesediti, naslikati ali pa uglasbiti, karkoli, narediti neki performance, in on misli, da, ker ve, da je zdaj fenomen umetnosti se dalj časa pozna, zdaj sem pa jaz umetnik. In potem govori o tej svoje umetnosti, absolutno nič ne ve. Zakaj je njegova stvaritev umetniška, zakaj je to umetnost? Ker nima dostop do svojih nezavednih procesov. Jaz kot psihoanalitik ali pa Freud, ko je analiziral Leonarda da Vincija, pa Mojzesa, pa Ana Marija z jagenčkom in detetom, ki je on na nezavedni ravni iskal umetnost, na simbolnih teh platformah, je čisto druge stvari povedal, kot so teoretiki umetnosti povedali o enem umetniškem delu. Zato bi rekel, ker sem pač po srcu psihoanalitik, konceptualno gledano sem psihoanalitik, moram reči, da ti umetniki, teoretiki umetnosti absolutno nič ne vejo o tej umetnosti. Privilegiran diskurs o umetnosti mora furati psihoanaliza, in jaz pometal sem pred svojim pragom, se pravi v športu, in zdaj
je moja moralna dolžnost, da šel tem umetnikom nekaj povem, glede na to sem imel tudi samostojne razstave. Ne bom rekel, da sem fanatičen kakšen ljubitelj umetnosti, ampak glede na to, da sem risar, da znam portrete delati, risati, ne, to ni umetnost, da je v teh časih, ne, svoj čas bi pa to bilo. Skratka, umetnost je človekovo dogajanje, ki se dogaja na nezavedni ravni. Ljudje smo zadeti od servirane umetnosti, sploh ne vemo zakaj, tisti, ki pa to interpretirajo, pa še manj, oziroma napihnejo balon, pa postanejo psevdo ali pa placebo teoretiki. Tudi ta moderna abstraktna umetnost je placebo umetnost, ne? Je psevdo lažna umetnost, sploh ni umetnost, ker naši nezavedni procesi, kot konzumirajo te sodobne afnarije, so tako zbegani, čutijo neko čudenje in pol rečejo, to je pa umetnost, ne, glih to ni umetnost, ne. Zdaj na tej točki sem pač rekel, da par stvari bom pa povedal, zato ker me jezi, da so te umetniki postali kulturniki v teh naših krajih in učijo na vseh teh fakultetah, da zdaj umetniki so poslanci kulture in morajo družbene spremembe delati in se politično aktivirati, in to dela leva politična scena in potem jih pa še financira, pa podkupuje in jim daje brezplačne službe in neke packarije odkupuje, in potem se ta leva kulturna scena napaja s proračunskim denarjem, in to je zame perverzno, ker tisto, kar se oni grejo, ni kultura, oziroma ni umetnost, je kultura, neka anarhokultura, neka averzija, neko čudenje, zoprnost. Zdaj sem naredil malo več uvoda, sem kupico enih stvari povedal, ki jih mogoče hočete nadalje vprašati, ampak evo, približno sem malo nakazal, kaj bi bilo. Ne, super ste povedali. Zdaj načeloma mi, da so bila na vezi preko maila. Ste mi tudi poslali par videov, glede, ki se ne pogledam za umetnost, ne. Imate tudi vi že na YouTube določene videe na to temo. Super uvod ste naredili, dosti stvari ste povedali, dosti stvari so tudi že napisane. Vse sem hotel povedati, pa sem preveč povedal, ampak ne vsega, tako da bomo vzeli detalje še. Ne, super je tak. Mi dva nimamo da tu nekaj, samo da omenim, nimamo da neke strukture, imamo neka okvirna vprašanja, zato ker gre za relativno zapleteno tematiko, sem si jaz naredil na par opornih točk, pa bi mogoče s tem vprašanjem začel, ne, oziroma trditvijo. Vi ste meni na mailu poslali en prispevek iz RTV-ja, oziroma sem jaz našel na YouTubeu potem, ko ste mi poslali, pa tam je bilo omenjeno, če citiram ta stavek, umetnost je subjektivna, kar pomeni, da je vsaka trditev o umetnosti mogoča in veljavna. A bi se strinjali s tem? Zdaj, ko sem se pripravljal na tole, da kaj čem še povedati, kar že nisem povedal v teh svojih videih, ker mi je tok jezik srbel, vselej je subjekt tisti, ki prepoznava subjekt kot slepec, dvojni slepec, ne ve, da njegovo nezavedno čist drugače misli, konsistentno misli, ampak misli nezavedno. Ključno slepost pa človek kot subjekt črpa iz tega, da je njegova psiha simbolno organizirana. In za te svoje simbolnosti, simbolne realnosti, realno, je rekel Lacan, subjekt absolutno nič ne ve, zakaj se mu nekaj v čustvih dogaja v zavesti, ker kot subjekt je slep, ampak ta, bi rekel, zbeganost njegova, ko je pa nagovorjen, pa govori, vse živo pove, ne, ampak vse fali, ker ne zna prebrati, ubesediti svojih simbolnih nezavednih procesov, ki so ključni za vso to čustvovanje, ki se dogaja v umetnosti. Se pravi, mora biti subjekt, da prepozna nekaj kot umetnost. In subjekt je subjektiven, kar pomeni, da milijon ljudi, milijon subjektov, vsak ima svojo psihično realnost, vsak ima svoje potlačitve iz otroštva, vsak ima svoje nezavedno. Simbolni procesi so pa lahko ful različni, radikalno različni, lahko se pa poklopijo. Se pravi, da množica subjektov na identičen način zapopade neko umetnost na tej točki ujemanja s simbolnimi procesi, subjekt pomeni, da množica subjektov na identičen način vidi neko ponujeno umetnost, se pravi, ki jo konzumirajo, jo na identičen način simbolno konzumirajo.
kljub temu, da so subjekti se pač simbolni procesi obnašajo po diktatu pač 3 faz psihoseksualnega razvoja, se pravi oralne, analne, falične faze. Ključna, po mojem videnju v športu je ključna falična faza, tam se tekmuje, se pravi, moški bi rad zmagal in potem v športu se dogaja zmagovanje, ki je ful v užitek moškemu. Žensko zmagovanje je malo drugačne koncipirano, je bolj na točki premagati drugo žensko z lepoto, ker je narava genitali takšna, da ženska, ki nima lulčka, se narcistično izpostavlja in kaže, poglej me, kako sem lepa, očka, imej me rad, sem lepa. Moški hoče pa tega očeta premagati in je obseden s to transparentno, manifestno borbo, tekmovanjem, in potem v športu je to tekmovanje, v umetnosti je pa latentno tekmovanje. Umetniki vedno tako tekmujejo s svojimi performansi ali pa inštalacijami med sabo, na tihem, v nezavednem tekmujejo, moški so tej transparentni. Se pravi, v tej subjektivizaciji umetnosti je pa virtualna virtualna realnost oziroma računalniška simulirana umetna inteligenca tista, ki tudi lahko na pobudo, če je nagovorjen, če nekdo, kaj je to umetnost, ali pa, zdaj ne vem, nisem tako v tem, ampak tudi umetna inteligenca lahko da neko umetnost, umetna inteligenca pa ni subjekt, ker nima lastnega nezavednega, v bistvu vse, kar umetna inteligenca da od sebe, da po programu oziroma po diktatu, ki ima človek upelje. Se pravi, umetna inteligenca nima psihe, nima svoje patologije in v resnici teoretsko ona ne more proizvajati umetnost. Ampak ko konzument pride pa vidi, kaj je pa umetna inteligentnost na pobudo, da je nekaj umetniškega od sebe, pa lahko nariše, lahko glasbo ustvari, lahko, ne vem, gledališko igro ali pa nek ples. Vse te umetnosti lahko umetna inteligenca da od sebe, ampak zdaj umetna inteligenca ni subjekt, ki bi ustvarjal po diktatu lastne patologije. Ker umetnost se dogaja, se pravi, nekdo, ki je umetnik, ustvarja umetnost po diktatu njegove patologije, njegovih nezavednih procesov, njegove seksualnosti, njegovih potlačitev, skratka vseh teh dogajanj, ki jih na svoj hard disk posname kot otrok. In otrok je oče odraslega človeka, je rekel Freud, citiral pa enega pesnika, in ta ustvarjalec po diktatu svojih nezavednih procesov da nekaj od sebe, sicer to reče, to je pa umetnost, ampak zgreši svojo umetnost, teoretsko legitimno reči, je čist druga, kot je umetnik misli, da je, ampak kot subjekt je dal nek performance, nekaj od sebe, neko umetnost, ki vzdrži, da je to umetnost. Ampak umetnost je zato, ker je on uprizoril, se pravi dal ven od sebe dogajanje v vlastnem nezavednem. In to je umetnost, ampak pa se lahko pa prerekamo, v kateri točki je to umetnost, zakaj je umetnost, kakšna je simbolna struktura tega, kaj je umetnik želel s tem povedati. Se pravi, subjekt pomeni tisti, ki konzumira umetnost in konzumira in daje od sebe. Recimo živali, so teli teoretiki bili malo nevoljni, da je vse umetnost, so pa osla nagovorili, dali smo repke v barvo, pa ga fejst špikelke oriti in on je s tistim repom po slikarskem platnu in so šli to dati na razstavo in so tam elita, aristokracija, te so višji sloj, ker te pa to razumejo, afnajo se, delajo se, kot da razumejo, ja, to je pa velika umetnost, pa so pa rekli, to je osel z repom vseku, Se pravi, danes je umetnost na točki absurda, že vsaj, rekel, celo to, ne to stoletje, že od Picassa naprej, od fotoaparata naprej, bom rekel, ko se je fotoaparat izumil, so umetniki pal na najnižjo točko, depresivni bili in pa se pa Picasso začel afnati, ker ga je fotoaparat zasenčil. V 5 minutah fotoaparat, on je pa 3 mesece risal, že kot otrok, pa tako naprej. Ali pa da ne govorim, kaj je Miro delal, se mu ni ljubilo delati. Je tam neke, gledal sem
film. Rekli so si ubijalci umetnosti, ubijalci likovne umetnosti, pa so se napili, pa so se hihitali. Fotar je Miroja zalagal z denarjem, ker je bil tam nek zlatar, temu se ni ljubil tistega denarja štet, ker naj bi bil računovodja in pa je šel v slikarsko šolo, brez talenta. Picasso je imel talent, jaz nisem od začetka vedel, da je tukaj dober risal, ne. Picasso je imel talent, ampak večina teh lenuhov, ki ne vejo, kaj bi sami sebe, samim sabo, ki ne vejo, kako bi služili denar, potem pa, bi rekel, drek na palc, postane umetnost. Zdaj, ženske tudi ne zaostajajo, tuni pa sodobna umetnost, pa dej, kaj pa, če bi ti dala vagino v gips, pa naredijo odlitke vagine, in to je umetnost. To je averzija, to je zoprnost, to ni umetnost. Ali pa, ne vem, Pussy Riot, tam neke kurje bedre not v vagino rinejo in pravijo, da je to umetnost. Ali pa naša Olja, naša iz Pule je, Olja Grujič, če tam z neko bučko, pa korenje, pa nage so, pa si rinejo to v vagino in zdaj pa to umetnost. Mislim, to vse ni umetnost in nekdo mora kritično nekaj povedati, evo. Se je težka tema, ne vem, če bojo ljudje razumeli, kaj jaz govorim. Probam malo laično povedati, pa bistvo pa s kakšnim stavkom pa kar zadanem, ne tako kmečko zadanem. Ja, mislim... Subjekt, ja. Fajn je, ker govorite skozi primere, ne, in mogoče skozi to lažje razumete. Zdaj, če sva že omenjala računalnike pa umetno inteligenco, ne, kot neke nove, bolj popularen pojav, ne, bi jaz vas vprašal, kako si razlagate stavek, da računalnik ne more ustvarjati umetnosti, ki zraven tega ne trpi, plus še podvprašanje, a mora umetnik nujno biti neki frustriran, ja. Neki, ki trpi, nekdo, ki ima neke travme, da se lahko on potem razglasi kot umetnika, pa da lahko ustvarja neka umetniška dela. Ja, jaz sem že parkrat rekel, v teh naših koncih je zelo dober umetnik bil, risar, kipar, Zoran Poznič, ki je zdaj postal celo župan, bil je pa kulturni minister, ki je zamenjal tistega glasbenika Prešička, da se nam zmotil pa rekel Prašiček. Prešička je zamenjal, ne, ta Poza je bil fejst v omami in je bil strašansko dober umetnik, Poza mu rečemo Zoranu, se rekel, dej Poza, pet tele moje risbice, jaz imam ful talent, že v vrtu sem tako risal komben. Risanje moje, natančno risanje je pa vezano, pač vem, na analno fazo, tam se pa doslednost natančnost rojeva. Jaz sem mamo spraševal, kako sem pa jaz ta letni trening pri 2 letih opravljal, da si jaz to kredoljuben, tudi trmast, ne, skopuški glih nisem, kar je domena analne faze, sem pa zelo natančen, ne, in znam risati. Jaz vse kar, ne vem, če bi tlele, kaj si jaz vse narisal, imel razstave take, da so samo te akademiki gledali, kako je pa to, ali to fotografija. Poza je rekel, dej ti raj riš, ne knjige pisati, ki jih noben ne razume. So pač psihoanaliza, je diskurs o nezavedanju, to je ful nadležno za razumeti. Pa jaz se nafnam, pa govorim težke stvari, ampak ne da se ubesediti na korektni način tisto, kar moram jaz napisati. In pa videti, kako si pa ti tole mojster, pa dej bodi slikar, pa ne vem kaj. Sem rekel, Poza, jaz nimam frustracije, tako kot ti. Mislim, mene mama imela rada, za fotra sem bil car, premagan sem bil in pa sem bil motorični fenomen in sem šel v šport, ne, tam se da zmagati. S to umetnostjo se ne da na tak način zmagati in užitki so manjši, so nek sublimirani užitki, tisti, ki so frustrirani, zbegani, nič ne vejo, kaj bi sami sabo, imajo identitetno krizo, nekaj bi, talenta nima, pa packarijo dela, ko pa je to abstraktna umetnost. Mislim, wow, to pa, zdaj pa normalen človek reče, ko pa je to pa jaz ne razumem. Ha, ti si butl, mi elita, mi smo pametni, mi pa razumemo, ne, to se fnajo, to je nagovorjen, zdaj pa povej, kaj je umetnost in pa afne guncajo v teh pseudoteorijah, oziroma placebo teoretiki ala Miško Šuvakovič, ko iz muhe dela mamuta, ko je treba nekaj povedati o abstraktni umetnosti, o anarhistih v umetnosti, avantgarda, kakšna avantgarda, to so lenuhi, pretegnjeni ko sam sata, ne vejo, kaj sam saba, pa gre pa umetnost, to bi rekel 50 let nazaj, da bi rekel,
Miroja, Andy Warhol, to je bil gej, frustriran, to so ful trpeče duše, ne, ker jaz terapiram tudi, pa gej to ful trpijo. In pa je pa na robu samomora, pa ne ve, kaj bi pa Marilyn Monroe pofotka, ker bi rad, da bi bil normalen, pa ni pa Marilyn Monroe, ali pa Mao Tse-tunga, ali pa Lenona, ali pa ne vem, tam tomato konzerve, pa jih pa poslika, pa kolegi, nič ne ve, zakaj se gre, pa se Nobel delajo. Se pravi, rdeča nit tega je, subjekt je frustriran, vsi smo frustrirani, bolj ali manj, ampak če imamo mi primarno družino dovolj dobro, rabimo pa dovolj dobro družino in tudi v dovolj dobrih družinah se dogaja frustracije, ker sinčka mora foter malo v red spraviti, ne? V smislu, ti moja žena si pa ti ne smeš želeti, tam imaš posteljico, pa pet spat, jaz sem pa z mamico. Že to je temeljna frustracija dečkovega otroštva, se pravi, vsi imamo frustracije, ampak tisti pa najbolj frustrirani, imajo pa take patologije, jaz sem že imel tukaj not umetnike, to je bil toliko frustriran, da je imel tablete, ne? Se pravi, šizotipsko motnjo, ki je eskalirala v šizofrenijo, to je psihoza, po domač povedan norost, blaznost. Včasih so imeli norišnice, blaznice, zdaj imamo psihiatrične klinike. So tudi te psihotiki zaprti. In ta psihotik, ki je bil pri meni pacient moj, ne, to je imel take frustracije, njegova umetnost je bila tako genialna. Eno stvar, ki jaz v eni uri narisam, 8 ur je to delo. Pa na koncu vidim, wow, super, ne, nekaj manjka. In skozi terapijo sem jaz ugotovil, kaj ga muči. Zdaj, zadeva je zelo seksualna, ne morem je tudi detalje. Ali pa lokalni revirski likovniki, kjer so mene prepoznali kot talenta vseh talentov, tudi akademski slikari. Kenzo, Knez, Janez Knez, preminuje že. Rekel, wow, pa njegov učenec sem bil 5 študirati likovno umetnost. Jaz sem jaz sem šel na div, če sem opica, tako spreten. Ampak tam v revirskih likovnikih je bil en z enega doma za, kako bi rekel, hendikepirane, VDC, varstveno delovni center. Vse sem zadnjič rekel, Slavko Leskovšek je bil. To je pa jaz gledal, sem rekel, Slavko, to ti je pa umetnost. Sem rekel, kako pa je s tabo, ki je tako psihično, sem na tabletih, če ne sem imel trga, sem pa nor ratam, sem invalidskom penziji, je že upokojni, zato mogoče malo več lahko govorim. Se pravi, tisti, ki imajo velik patos v sebi, je patos toliko markanten, da ne gre njemu za to, da bi se kurčil z umetnostjo, kar delajo sodobni te kulturniki, lenuhi, ampak on je mogel ven dati tisto patologijo, ki je imel, in ko je videl, da lahko v umetnosti nekaj naredi, je tisto, kar je dal ven, je bilo dejansko videti neko patologijo noter, na deklarativni ravni se da reči, wow, to pa je umetnost, ne, v resnici je pa človek bil toliko frustriran, da je svojo frustracijo, svoje potlačitve, svojo norost dal na slikarsko platno. Zdaj težje bi bil glasbenik, ker so tudi v glasbi so hoteli, da bi s fušanjem imeli neko, ne vem, glasbeno mojstrovino. To ti je zacvrljeno to v šesih, si to poslušal, samo fušanje. In v glasbi ni tega blefa. V likovni umetnosti ga je veliko, v plesni ga je veliko, film mora tudi imeti rep pa glavo, ne, 7. umetnost, ali kaj je že ta film. Tako da, evo, jaz te zadeve vidim bolj kritično, kot sami umetniki, ljubitelji umetnosti, on hoče več videti, jaz sem pa kritičen, če sem bil sposoben pometati pred svojim pragom in športnikom rečem, šport je eno samo kurcemirstvo, vulgarno rečeno, umetnost ima pa en sam natek, en sam blef, moderna, abstraktna, pseudo neumetnost, ne? Se pravi, placebo umetnost. Ko nekaj ti rečeš, to je pa umetnost, v resnici pa to sploh ni umetnost, ker naše nezavedno, ko to konzumira, je zgolj in samo zbegano. Čudi se, ne? Čudenje je pa čustvo. In ti nekaj čutiš, wow, svoj čas. Je bil pa načelo ugodja tisti, ki je bil transparenten v umetnosti. Umetnost je nekaj lepega. Zato se je znotraj umetnosti se je estetika kot neka filozofska veda vzpostavila. Ker so ljudje čutili prijetnost, ko so gledali, ne vem, Rembrandta ali pa Da Vincija, Mona Lizo.
Kako bi da je bila živa, fotografskega aparata pa takrat ni bilo. In je ugodje so ljudje čutili. Pa so pa prišli ruski realisti, je pa Mrliča narisal. Wow, ne, in potem so pa teoretiki od muke niso vedeli in so rekli, ne samo ugodje, tudi neugodje je lahko umetnost. Seveda tudi neugodje je lahko umetnost, zato ker naše nezavedno pa zapopade simbolno strukturo videnega. Konzumiraš lahko ugodje ali pa neugodje, ali pa čudenje. Ugodje pa neugodje sta, briko, umetnost, se pravi, ne samo to, tako, kot je bilo nekoč, da mora prijetno biti, ko ti nekaj gledaš. Tudi neugodje, imaš pa neko neprijetnost, ali pa recimo gledališče, tragedija ali pa dramatika starogrška, so ljudje gledali, so doživljali čustva tudi ob tragediji. In je Freud povedal, zakaj je tragedija tudi prijetna, ker imaš neko katarzično občutje, v nezavednem čutiš. Ok, če si sadist, uživaš, ker ti tam nek trpi v tragediji. Ne, imaš na nezavedni ravni, če si sadist, iz analne faze ven, oziroma z otroštva, je tudi isto umetnost. Ampak Freud je rekel, od začetka je bila samo ugodje v sinergiji z umetnostjo. Ne? Ljudje, ki so bili lačni, so bika narisali na tiste francoske votline. Ja, prvi zametki umetnosti. Ja, bika ni bilo, pa narisal bika. Sam se nisem mogel najesti, ampak smel tako željo, pa so bika narisali, pa zametki umetnosti. Lačen je človek to bil, ne? Pa je narisal tisto, kar si želi. Zdaj, pa niso od muke vedeli, kaj bi, so pa začeli afne guncati, ne? So se pa začeli norce, mislim, ne norce dela, jaz se norce delam, ker ni vse umetnost, ker se razglaša. Začel je pa Rus, pol Nemca, kaj je bil, Vasilij Kandinski. Ta je začel s tistimi abstrakcijami, tam okoli 1800, ki Freud začel svojo psihoanalizo. To je pa risal, vsi so gledali kot tele v nove vrate. Čist nič niso vedeli, kaj je narisal. Bilo je pa zanimivo. Ne? Pa fotografski aparat je tam bil že, in to je pa negiral fotografski aparat, ker fotograf pa nismo mogel to slikati, kar je on narisal. Ali pa da ne govorim, kaj je Freudov, rekel, oboževalec Salvador Dali. To je pa Freuda iskal, pa rekel, pa jaz tis, ker vi v sanjah pišete, jaz rišem, ne. Ko sem jaz Salvadora Dalija šel gledati v Benetke, jaz sem 3 ure gledal, kaj je to on narisal, ker tis pa ima stične točke z umetnostjo, ni nek surrealizem, ampak je, rekel, vidiš, da je nekaj, ne, in dejansko bi bilo nekaj, kar ima status umetnosti, te zadane, ampak ima rep pa glavo, kar gleda, sam je pa tako čudno, da mislim, si zbegan, ko gledaš Dalija, si pa zadet. Dočim Gernika od Picassa, ko je on dal 37 leta, ne vem, 4x5 metrov, koliko je to dolg, 6x3. To so ljudje prvič, ki so to videli, kot da ni nič, so šli, kot da je tam nič, tam pa tja. Če je bila to umetnost, ne, bi vsak pogledal, wow, ne, nič. Potem so pa rekel, pa je to vsi zbegan, Picasso, umetnost. Pa je pa še kazga Stalina naredil, pa tiste neke, te kubizem butast, in pa je elita začela tam, kmetje so pa bolj kot biko nove vrate, ne. Vi ste butli, mi smo pa pametni, mi pa to kužimo. Vsi so se pretvarjali. To je, Freud je imel en dober izraz, prevrednotena umetnost, precenjena, ampak prevrednoteno je kot koncept Freud uporabljal v analizi sanj, ko je rekel, da določene sanje imajo neke simbolne elemente, 2 procesa sta zgoščanje pa premeščanje, sekundarna elaboracija, to je že kvantna psihoanaliza, lahko bi lingvistične fore govoril, pa bi rekel metafora, metonimija, ampak ene stvari, ki so markantne v sanjah, je rekel, to sploh ni bistveno. To v sanjah, misliš, kaj je, to je prevrednoteno. Bistvo sanj ni to, kar ti v sanjah ni, se je pa to zgodilo. Bistvo sanj je simbolno in je to pa to pa to. Tisto tam v manifestnih sanjah je prevrednoteno. In ta moderna, abstraktna umetnost je fuj prevrednotena. Krivi so pa tisti, so potem pa začeli pa še odkupovati. So pa tam dali pa 100.000 evrov za packarijo ali pa, ne vem, Andija Warholca. So pa njegovi kolegi gejovski, bomo mi to odkupili, koliko je pa cena 100.000 evrov. Pa so pa tiste etikete od Paradajza so odkupili. Oni pa blestejo od sreče. Mislim, folk je nasedel kot tanker v plitvini vsemu temu.
sorry, kad tako jaz govorim, če nihče drug, moram pa jaz to povedati, kot kritični mislec. Evo, nekaj sem pa povedal, ne? Ne, super ste dali primer, ja, da so ljudje nasedli umetnosti kot tankerjev. Ja. Ja, ne, to mi je ful všeč. Ker se tudi taki feeling ene, ko pogledaš tista dela, pa pogledaš cene tega, ne, in se človek vpraša, ne, ali je to samo zato, da se ohrani neka vrednost, ne, da se dela neko umetno delanje neke cene, ne, ali se gre res za potem neko kao umetnost, ne. Pa je tukaj še pranje denarja. Ja, pranje denarja v ozadju. Ker skozi umetnine je znano, da se najlažje pere denar, ne. Pač ti kupiš neko umetnost, daš nekam v skladišče in to čez čas dobiva vrednost, ne. Pa tudi tako, dej, koliko je pa tole, ti dan za 10.000 evrov, veš, ko se zmenima, dej bomo mi 100.000 evrov tep nakazali, pa ti 20.000 evrov vzameš, bomo dali mi na firmo, 80.000 evrov pa direktor v žep dal, ne, z intervencijo vevrčkov, ne, dolarjev, ok, zdaj so evri. Z intervencijo denarja se je pa zdaj začelo pa prevrednotenje, ne? Ko tam ti eno sončnico, kaj sončnica, kjerkoli je narisal, ima zdaj, pa če to srednjeveški slikar, ok, Rembrandt, pa vsi tisti, ki so bili Rubin, zdaj sem gledal film, italijanski, ne vem, kako mu je že bilo ime. Ta je uprizoril Devico Marijo, in seveda Kurbi je plačal tam, ti znar bod primer in je risal. Devica Marija je kako lepa, pa je on tam rekel asistent, veš, pa ono kurbo je imel tam, to je v resnici kurba, ni Devica Marija. Ali pa Kristus, tam je enega klošarja, ti pijanega, ti dam za liter vina, dej bo tlele primer tam narisal. Je pa Kristusa risal. Ki je cerkev to zvedla, odkupla za bajne denarce, so pa znoreli. Ker so pozirale kurbe, invalidi, klošari in so mojsterski obrazi, Vatikan to odkupil. Prav film je, nedavno gledal, genijalen film, ampak res dober slikar, ki je risal, ne vem, 3 mesece lik. Imel pa lik žensko, v resnici pa utopljenko imel tam, mrliča je risal, pa je pa nek nasmeh, pa odprte oči, ženska, pa je bila pa neka diva. Intervencija denarja zdaj svoje naredi. Torej, denar se je involviral v umetnost v srednjem veku, ko so bili slikarji ful cenjeni. To so zadnja večerja, koliko je, ne vem, 3 leta risal, pa ne vem, ba je 20 let so ene, tudi Mona Lisa so dolg časa risal. Ampak zdaj so pa lobiji, ne, zdaj tudi tale Patria je nek fenomen, ko sem rekel, tegala krivca, kdorkoli je, zagotovo ga ne bojo dobili, pa vem, da so Janšo namočili, pa Erjavca, to so tako speljali, da se ne da vedeti. Vmes je bila pa tudi tam neka slika, zdaj tisk je to sliko prodal za, rekel, 1 milijon evrov, to je bila ena packarija vredna, rekel, 500 evrov. 1 milijon evrov se je to, ne, ta umetnik, ni važno, kdo je že umrl. Mislim, pa to je precenjeno, dajte bomo mi tole za 1 milijon ti odkupili, ti nam da pa 900.000 evrov nazaj, 100.000 ti pa ostane. Ne, to so te triki, ki v Ameriki ful delujejo, samo to je na tihem, to ne bo vedel. Keš bo imel tam, pa bo pa zapravljal, dvignil ga bo pa unem, ki je v žep dal. To delajo v umetnosti, delajo tudi starodobni avtomobili, ne, ga poprav, koliko je pa zdaj to ja, zdaj pa 500.000 evrov, pa ni 500.000 evrov, da bomo mi tako upravili denar, ne. Umetnost ima kupico teh enih čudnih stvari, je pa tudi res, ne, v Ameriki ima te lenuhi, ki bi tukaj bil red umetnik, ker ima tudi frustracijo, ima frustracijo in ima razstave, pa tam klasično vprašanje, ko pride elita, gleda tiste abstrakcije, what do you do for living? Ne, se pa tule ne moreš prodati, pa da ga jebeš, ne. Kjer bo to kupil? To ni nič, to imaš za tepih, lahko imaš na tleh. What do you do for living? Ne, tam je pa skladiščnik, pa gajbe predstavlja. Ok, se gre umetnost, tam pride do elite, ne, se pa, zdaj moški so to, ne toliko ženske, moški, in pa če si tam pa v eliti, pa pride tam naprav, pa se pa pride pa še one starlete, mislim, ne starlete, ali pa kaj špičke. Dobre mrhe, ja kako pa ti, če si normalen, boš tam vse naredil, da to babo dobiš, ne. Ja pa sem pa jaz umetnik, ne, in pa tam, mora pa po vsaka razstava, mora imeti še malo kozarčkov, šampanca, pa kak viski, da malo to, pa dobiš fotopap.
Pa ima pa tamle tale moj, tamle, sojmenjak. Vse se je obesil. Uranjek, fotra še viden. 2 leti starejši kjes. Taj križe risu, Nove Sloveniše kunst. Pa te moji prijatelji, niso prijatelji. Lajbah, ta sploh note niso poznali. Prej sem rekel, tale moj bil učitelj za risanja Janez Knez, Dejan, stebrni kamen Lajbaha. Lajbah se je zdaj popravil. Znajo celo malo zapet, pa kaj odigrati. Ampak svoj cajt. Pa to so bili tam neki, to ni nič znal, ne muske, ne nič. To smo se kregali tam, ko se pa vi greste, kak Lajbah. To so jo Hitlerjungen, so se tiste naciste napravili, pa so pa tamle prepoved, komite partijski se je sestav. Ti Janez svojega sina v red sprav. Dejan je pa tam afne guncal, pa imamo Lajbah, tam v 80-ih letih, začetek 80-ih let. Pa Uranjek, pa Nove Sloveniše kunst. Križe risu, pa je pa na fotopubi ta, zlodej ali smodej duša, ne? Pa so se pa babe te razgovorile. Megla, Maja ali kaj že. Kaj so delali, kako so jih fehtali, umetniki, za radiatorje je tam, pa poscal, pa posral. Pa se norca delal. To so bili te sodobni umetniki, na tih imajo pa seksualne perverzijo. Ne, da bi pa delali 5 skladišče, pa gajbe predstavili. Ne, bo pa umetnost, boš imel pa fotopub, pa križe risu, pa bil Nove Sloveniše kunst. To je na tek, da glava peče. Ali pa začeli so pa ta v Sloveniji. Skupina Oho. Vsi so to gledati. Telepatsko povezave Ljubljana, Los Angeles ali New York, Ljubljana, Amerika. Pa tam še sem šel razkrinkavati Semirja Osmanagića. Bosanske piramide, nič od piramid. In pol ta eden od skupine je naredil te energetsko pot. Kva pa je tu? Oni so imeli motnjo osebnosti, šizotipsko motnjo. Če ti misliš, da je telepatsko povezan, to je pretegnen človek. In potem, ko ni to šlo skozi, so rekli, to je pa konceptualna umetnost. Konceptualna umetnost. Pa to je največji natek. Ko budiš vtis, ko sploh ne veš, zakaj se gre, ne, čez fer, rečem, to vse skup ni nič. Čez ti pa elita, ko bi bil pa nekaj več. Ja, zelo lepo. Skupina Oho, pa to so norci. Pa se jih zdaj neki Miško Šovakovič, pa Rjavc, pa jih kujejo v zvezde. Mislim, to so moteni ljudje bili. Pa so pa rekli tisto halucinacije, ko danes bi dobili antipsihotike, pa v polje šli, so pa rekli, pa kje boš telepatija? Konceptualna umetnost. In pa so Bauhaus, pa ne vem, ko se je pa to konceptualna umetnost. To je tak natek, pa anarhisti kot avantgarda. Kaka avantgarda? Zato, ker vem, kako mi lahko simbolne procese povežemo s teorijo umetnosti, kar ne znajo, recimo, ta zelo glasni Miško Šovakovič, pa te Rjavec. Ne vejo, kako psiha deluje. Se upeljujejo na Lakana. Sam Lakana nič ne štekajo. Tam imajo neko realno je simbolno. Pa ti sploh ne veš, kaj to pomeni. To ni retorična fraza. Jaz sem se pa poglobil v psihoanalizo, vem, zakaj se gre. Če sem šport obdelal, bom pa še umetnost. Pa sem par teh videov posnel, evo, in danes imamo pa tole pogovarjanje, ki bo, če bo veliko ljudi to gledati, v te butli, čist nič ne ve. Ker so se glih umetniki proti meni, ki so to gledali. Ti nimaš pojma umetnosti. To je ezoterika. Kakva ezoterika? Tableto vzem. Antipsihotika. Zdaj, omenili ste fotopub, ne, tisto afero, kaj je bila. Zdaj bi jaz tu moče povezal 2 stvari, ne. Prva to, zakaj levi režim, ne, zakaj se omenjali tak levi režim, da financira to, ne, zakaj recimo ne desni ali pa sredinske, ali pa ne vem, kjerikoli druge. Potem pa, ki se še omenili, da na teh razstavah pa na teh umetnosti so pač večinoma moški, ki potem iščejo tam neke ženske, ne. Kaki tipi ženski so, to recimo, kaj ženske iščejo v teh umetnikih? Ok, ker recimo v športu, ne, je malo bolj logično, ne, pač. Si zmagovalec, si dobiš. Ja, tako. A je v umetnosti isto? Tle so pa ranjene duše. Bolj fotor pretegnen, bolj pretegnega tipa si najde. In največ pretegnenih boš glih umetnosti najdla. In jo glih, če je fotor vas zmeden, pa če je še fotor bil tam malo na umetnost narejen, ali pa je bil pijan, pa umetnost se šel, tudi če je malo glasbenik bil, pa malo je risal, ali pa tako, pa vem kaj delo.
ali pa če je odsotni oče, zbegani oče. Potem ženski zaznamuje okus, kdo je normalen moški. In potem jo rajcajo glih te placebo afnači, placebo umetniki, se razglasi, da je umetnik, pa gledaš, ko pa je naredil, ne vem, kolega, to je pa, ko pa je tu, en drot si šel slajten gosit, ko si pa to dobil, ko pa je tu, ne vidiš, si ko prav, da ti kažem, ne znam šta gledam, je rekel, scalec, kak scalec, pa tam neki, en drot, pa tam neki, pa je res nek človek, pa na konci pa tam, pa je imel nek lulčka in je imel še en drot dol. Če bi tu scalec, ja. Pismo, kje je s to fantazijo dobil? Ne, gledam, ko pa ti sprtegen. Ne, to je umetnost. Pa to so te pičkali imale na tist, on pa ves ponosen, ko pa je tu. Ko ti misliš? Pa je pa blizu. Ti pa kužiš umetnost. In pa te, nima okusa, kdo je normalen tip, in pa se tam s tistimi umetniki grejo malo zraven, leva politična scena plačuje, da imajo vsaj zaživeti, ker te umetniki načeloma so reveži. In pa to se začnejo družiti in razpravljajo, preko čigumi raztegujejo, ne? Ker umetno se raztegneš ti s čigumi, kamor češ. To je natek, ne? In pa se tam frajle umetnice, ker najboljše pa ko pa študiraš primerjalno književnost, pa umetnost. Mislim, normalne države ukinejo fakultete za umetnost, ne? Ker vejo, da je natek, tam ni denarja, šihta tam ne moreš dobiti, ne? In pa se pa zaduša tam, ko dela za tekočim trakom, tam je neki kombija voz, pa v prostem času pa malo umetnost se gre. In pa se zbere ko misle, da so več vredne. Mislim, ko si več vredna, pet ti, mislim, dup alfa samca, kako že, jaz lepoto ga už dobila. Zdaj pa, če fotor ni bil, misli, da ni dosti lepa, pa se pa tam dobrika, pa k tem umetnikam, pa se malo dopingirajo s tisto travo, neka trava je pa to zakon, to se bolj zadet, bolj je umetnost lepa. Pa grejo tam, pa jo da, ki je v omaru, pa je 2 dni zaprta. Pa preklene na radiator, ne, to so naivne, ko misle, koliko je pa to v redu, se lepo pogovarja. Uranjek, po RTV, to je pa stroka, ne, stroka more govoriti, kakva stroka lega, kakva stroka, ti tle si nategun, afneguncaš pa govoriš nekaj, kar sploh ne veš, nategnil si pol Slovenije s NSK, neko pa na koncu naredil, ko so ga pa babe razkrinkala, v besu se je. Mislim, to je pa en sam seks, ne, cel svet se vrti okrog lepih žensk, če pa ni lepih, so pa tudi grde dobre, sam ne piti je treba. Mislim, sorry, se ne bo cenzurirati, ker to ni RTV. Mislim, kruta realnost je čist drugačna. In te umetniki, levi, ne, te so rejo, pa dajmo asta vrečko, dej to malo, pa ni čudno, da je levica to dobila. Zato bo tiste svoje kolesariat bo financirala, da bo imel zaživeti. Še beš delati, tako ko si. Pa te levica bi oglobili, davke nabili unim delovnim, čim više davke, da bo svojo veljivno telo financirali, da bo te kulturniki, da bo imeli kaj za jest, pa tam so pa na vseh teh ministrskih, se afne guncajo. Desnica pa naj dela, da bojo davke, da bomo mi pa plačevali te kulturnike, to je pa naše veljivno telo. Če smo mi na oblasti, boste vi umetniki. Kultura si treba zapreti. Mislim, pa naredil Žiga Turk, je super, minister je pa združil malo ministrstev. Pride glumac je bil, je moj špuknil, ki je učko. Mislim, se je umrl. Peter, ko pa vem, ko je, se ni važno. Skratka, to je teh enih resnic, nedokazljivih. Jaz sem pa znalac na področju duševnosti in ko jaz vidim, kako to psiha deluje, kako patologija deluje, kako se prelisičijo, kako nimajo moralne razsodnosti. Odsotni oče, koš pa polja, nič, trava pa umetnost sem šel. Odsotni oče, če bi imel fotor normalnega, bi zdaj ti delo, pa sem matru in pa ko imaš denar, lahko greš tam fehtati, da ti Joška, ki je v roke dala. Ne možeš bez kurca na svadbo, se prav brez denarja nimaš baba niti, da smeš gledati. In pa išče, kako bo država to plačala. Pa kdo mu bo odkupil.
Pa ja, država mi je odkupila, koliko pa packarija? 5000 evrov, pa v Bruselj. Govorim o enem, ki ne zna absolutno risati. Vem pa, kako je zaznamovan. Mi tam igra najbolj, ker je največji aktivist levice, Arjan Pregl. Mislim, to, ko ti izgledaš, to, predavam tudi umetnost na fakultetah. Ko blef prodajaš, ne pa predavaš umetnost. Se malo razpizdim. Kaj pa je razlika recimo med nekim umetnikom pa nekom, ki ima neko veščino dela, ne? Se pravi, vi ste rekli, slikate te portrete, ste narisali, ampak se sami nimate za umetnika. Vi se imate za nekoga, ki ima neko veščino, ne? Ja. Kako to ločite? Rekel, to je... Zdaj, čakam, kdaj se nekdo usral, pa se verjetno že na slikarsko platno, ne? Pa bo dal to v okvir, pa bo dal tja, pa še malo smrdeli, to je pa više umetnosti, to je pa zdaj največ, pa prite leta, pa glej, pa naj se najde en mecen, pa za 100 000 evrov to kupi, vse je lahko umetnost. Zato, ker naši simbolni procesi konzumirajo na eni točki. Zdaj, če je to averzija, ne? Ti od muke ne veš, ko bi, če ti drek na palc gledaš, ne? In če ti en reče, čakaj malo, to je pa zdaj na razstavi. Ne, pa se je že zgodilo, na razstavi je eden nekaj se izvil nogo, pa se mu se zučeval in je v čantu z enim čevlom v WC, da si dal obkladk, in čevl je pa pustil tam na tleh. In se je zvrala skupina ljudi in je oboževala čevl, ker je misli so, to je pa umetnost. In so gledali tiš čevl. Ali pa zdaj je eden dal banano, ni jo pojedel, je dal navaden siv selotejp, pa na platno, ne na platno, na steno, med razstavo. In so zdaj prišli, aha, to je umetnost, in so gledali. Ko bi zdaj, kaj je to bilo? Zdaj banana je največkrat spolno zlorabljen sadež, to je res, ker ima falično strukturo. In njihovo nezavedno malo to gleda, ne? Ko pa je zdaj tu? Ko je zdaj tu kondom na banani, nekaj ti selotejp. Nezavedno tako bere malo, ne? In pol je pa zanimivo. Pa je umetnost, ne? En nategun se norca delo iz vas konzumentov, ki kujete v zvezde, in se norca delo da banana gor, ne? Vi pa to kupite, sej pa sezu, pa ti s čevljem tam smrdljiv na tle padu. Vi pa mislite, da je to umetnost. Se pravi, nekaj, kar se razglasi kot umetnost, s kognitivnim aparatom probaš razumeti. Ne? Mimo tega, kar tvoje nezavedno zapopade. Ne? Ti z mislimi gledaš, iščeš, kje bi bila pa tukaj umetnost, in v vsem se da najti umetnost, zato ker naše nezavedno vedno konzumira tudi na simbolni ravni ponujeno, naše nezavedno vedno prebere tudi simbolno. In zdaj, če se najde dovolj veliko število konzumentov, ki ponujeno absorbirajo z nekim ugodjem, mogoče tudi neugodjem, ali pa z averzijo, se pravi z neko čudes, zaprepaščenostjo, in če je to deklarirano kot umetnost, je potem pride Miško Šovakovič, avantgardna umetnost. Kao takva. Vsaki 5 minut reče, umetnost kao takva. Kako to kao takva? Govori 2 ure, nič ne pove. Žnara, čist nič ne pove. Vse se je naučil marsikaj, pa sodobna umetnost, pa ne vem, postmoderna. On se nekaj naučijo, imajo neke podatke, ampak o umetnosti, da bi jo znali zrno od plevela, to pa ne znajo, ker ne vejo, kako duševnost deluje. Se pravi, ne vem, Ana Roš, hiša Franko, ne vem, tam dvakrat gor na strop vrže, pa dol pokapne, pa lovijo, ja. Evo, 300 evrov predjed. What? Ko pa je tu? To je pa umetniška hrana. In oni botlik ima denar, dajo za predjed 300 evrov. Mislim, zdaj ne vem, koliko je. Hiša Franko, Ana Roš. Tam, ki ti pet, jaz grem na kebab, se nažrem, pa je fajn. Ona pa se afne gunca, pa še golob, ona pa še neke zvezdice, ene gume so, ko še že Mišolinke. Mišolin zvezdice je dobila. In tisti Italijani, zafnani, z velik denarja, grejo zapravljati. Ker tam samo elita pride. In ona dela iz hrane umetnost.
Daj mi šnicl, da se nažiram. Žih je malo krval, ker sem malo besen. Malo imam sadizma vmes, ne. Ali pa, ne grem na kebab. Ne pa take afnanje. In te aristokrati, kapitalisti, ki imajo to gnarja, se morajo nad rajo dvigniti. Pa grejo hrana kot umetnost. Mislim, nekaj je vaščina, jaz sem kritičen, imam pa samozavest, ne. Jaz se ne rabim delati carja, pa lahko rečem, Picasso, to je vse skup nič. Miro, tašča moja, Miro, sem rekel, babi, ko pa imate to? Skupaj tlele. Barve. Mislim, pa pridejo. Elita, veš, je bila direktorca občinske uprave, sami direktori so tam hodili. Pa sem pa neko packarijo od mojega tima, ki je bil 2 let star, sem rekel, babi, dajte tule gor. Sem dal okvir, on je nekaj packov, podpis manjka. Sam reče, da je bilo 10.000 mark. Dani, odkje imaš pa ti tole? Jo, fascinantno. Kako lepo, koliko sva dala 10.000 mark? Jo, kje pa je podpis? Ni. A vnuk je narisal 2 let star je bil. Ni narisal, packov je. Pa v nam slovska ušesa rastejo. Mislim, ker se afnate, jaz sem pa samozavest, pa sem nam afnal. Spoznam se na umetnost, teorijo umetnosti, vem, kako to nastane in pa povem, da ni vsaka veščina umetnost. Lahko pa, če nekdo pa deklarira, pride umetniški kritik, Ravno 1-2 let nazaj je nekdo rekel, da ima slike Picassa, pa ne vem koga še, teh slavnih umetnikov, pa naredke je dal. In kustos tam je nasedel, direktor je nasedel, jaz sem slučajno faktor na to temo, ker so jih razkrinkali. In pa sem jaz povedal, pa naredke. Gremo gledat Picasso. In so se divili Picasso, pa en rekel, ponaredek je, to je vse skup nič, ne. Se tudi Picasso kubizm, to ni nič. Stalin na 5 minutah narisal, Rusi so za trepalnice metali, to je pa dekadenca. A pol, ker je to Picasso, to je 100.000 evrov vredno, ali pa milijon. Stalin, sam brken rišeš, pa vidiš, da je Stalin. V resnici pa se skup nič. Ja sem kaj povedal? Ja, mislim, mogoče bi še šla na to veščino malo bolj, ne? Koliko umetnikov je dansko veščih, oziroma koliko morajo biti vešči, da sploh nekaj delajo, a mora biti umetnik pameten, a mora biti razgledan, ali je lahko umetnik zdaj, tako ste rekli? Čisto vsak je lahko umetnik. Čisto vsak, to prdne pa je že umetnik. Ko pa, von je ta umetniški, ne, ali pa, ko pa dobiš nagrade Richarda Jakopiča, da gremo retrospektivo. Jaka se je dobil. Počas vsako leto so dobivali tudi eni in isti. Zdaj sam enkrat jo dobiš za življenjsko delo in jaz grem gledati nagrade Richarda Jakopiča. Za likovno umetnost. Ni za vizualno, ker likovna umetnost je zdaj v vizualni umetnosti, ker tam je vse živo. Jaz ti zgledam. Hodim tudi ta lokalno galerijo malo preverjati, če res kjer se 3 mesece matro, da je kaj narisal, ko ima rep pa glavo. Pa dobim kak nagrajenec Richarda Jakopiča. Gledam vse skup nič. Vse isto, če bi gledal, ne vem, Jacksona Pollocka, on je pa je na črte vlekel. Svetovno znan, to je ga... Zdaj ima pa gre po barvo, pa na slikarsko platno 3x3 metre, pa cvekam prelukna, pa na špagi, pa on niha, tin. Okvir umetnost, koliko pa je to stane? 100.000 evrov. To je pa v 5 minutah tisto barvo je tam je kupil vitamink, 5 evrov je dal, on pa 100.000 evrov. In pa to dirigirano z nekimi mafijskimi temi ozadji, se to kup, dobi ceno, pa je pa dražba, pa folk butajsko, to imajo denarja, ne vejo kam z njim, pa umetnine kupujejo. Umetniki pa reče, tu se bo pa rasla cena. Pa kup tam neko spakedranščino. Nategli so ga. Sej, hec pa je, da pa na naslednji dražbi jo pa še 3x več lahko proda. To so taki nategi, da ne vem, kako bi zdaj mogel tole povedati. A sem povedal
Ne, se pač vprašal sem, če je to če mora biti veščina ali ne, pa ste rekli. Ne, nič ne treba, se pravim, da ne ve, ko bi od muke, pa začne, ne vem, ustvarjati. Ali pa tudi knjigo lahko napišeš človek. Se pravi, kupec kupi zato, ker ne ve, kam bi znaral, umetnik pa zato, ker ne ve, kaj bi sam sabo. Ja, sej nekatere to čudiš, ne, imam prazno steno, mislim, tele imam prazno steno, fejst je že načeta, pa sem tukaj, a bi nekaj narisal, rad bi človekovo duševnost simuliral, kako se misel misli. Ali bi dal pa fototapeta, ali sem pa rekel, neko norost bi lahko tudi le gor dal, ne. Ampak vse po svoje, ko pa je tu razpoka v duši, ne. To je že 15 let nisem prefarbo, to pa še umetnost, okvir dam pa bo umetnost, ne. Ko pa je to umetnost. In zdaj, jaz kot avtoriteta, če jaz rečem, da je nekaj umetnost, jaz sem subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. Enkrat sem nekaj vprašal, pa sem napačen izraz uporabil, namesto vsiljivost, sem rekel posiljenost. In pa so tam Vodepi rekel, da posiljeni moški žensko pripravijo do oralnih praks, da nam kak fafa upeljal, ne. Posiljeni. Mislim, sem vsiljivi. In pa so tam Vodepi rekel, da posilstvo vpliva na oralne prakse. Ker sem bil subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve. In če reče nek znalac, ne, ki se spozna na umetnost, ne, v resnici je pa psevdo ali pa placebo teoretik, reče, to je pa višek umetnosti, avantgarda današnjih dni, tu reče Miško Šovakovič, oni zombi grejo ko ovce kja in se divijo. Pa je pa tam še malo nižja cena, jo, to bom pa kupila, imam prazno steno. Pa to kupa zadnje pare kreditu zame, pa da ne vem, 50 ali pa 5000 evrov za neko, on se pa tam pijan bil, pa ni vedel, ko pa, ne. Vsak lahko, ok, mora biti podpis, zdaj tako, navadno mora umetnik, če je frustriran, umret, pa mu pa cena zraste. Ne, to je neko nepisano pravilo, tudi jaz sem rekel, pisma nešljivi 5%, umret moram, pa me bojo pa kovalo zvezde. So neki fenomeni v tej percepciji umetnosti, subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, mora nekaj razglasiti, da je umetnost, ovce to kupijo. Ker je to blef, umetnost je blef. Mislim, umetnost, kaj je umetnost? Srednjeveška, tradicionalna umetnost, tam, ki si čuti ugodje, ko veš, da je 3 leta risal to, ne, se matral, ali pa, ne vem, glasbeniki, ne, da tam neko govejo musko razglasi, da umetnost, ali pa kič, saj tudi, zakaj pa kič ne bi bil umetnost, ja, to je pa nevredna umetnost, to je pa kič. Zakaj pa to kič, unafnarija od Warholsa pa ni kič, ne. Pa od muke ne vejo, ko bi pa govori 2 ure prazno slamo mlad. In če ima nek status, da si ti, jaz pa vem, ja, je on povedal, ne. Ovce so pa butaste, ne, mislim, ovce. Človek je tako in tako nevednež, sužen svojega nezavednega. Jaz se ukvarjam tudi s hipnozo, pismo, če je on pripravil zdravo punco, da je sama šla roko odžagat, ja, pa tudi naserješ vsega, da je tista umetnost, kar ni. Če je tu kuna butasta, da je šla roko odžagat. Julija Adlešič, psihopat je pa pripravil. Skratka. Kaj pa recimo kiparstvo ali pa kako reklame, filmi? Vse ima simbolno strukturo. Jaz sem se tudi s teorijo reklam ukvarjal in sem videl ful simulacijo Oedipovega kompleksa. Ali pa kastracije, recimo pri prodaji avtomobilov. Ne, vsaka konzumirana stvar, se pravi, mi ko neki dobimo kot dražljaj, vizualni, akustični, karkoli, mi neki vidimo, naše nezavedno to simbolno zapopade. In zdaj, če se v teoriji umetnosti reče, tudi reklamo so danes postale umetnost, in če to gledaš in iščeš, kje bi bila simbolna struktura, in jo na kognitivni ravni najdeš, pa rečeš, wow, reklama kot umetnost. Že. Zdaj si ti diskurs o umetnosti, ampak tvoje simbolne
nezavedne strukture, pa tudi če to ne bi bila umetnost, bi ti to zapopadlo, da je umetno, torej, da ima simbolno strukturo. Ampak če pa še rečejo, da je to umetnost, potem pa z tem umetniškim okusom nekaj gledaš in se ti dozdeva, ker tvoji simbolni procesi vse leto nekaj zapopadejo, pa imaš pa od muke, ne veš, kaj bi, pa nekaj začneš lobodrati. In pa poveš, kako umetniško je pa ta reklama. Ok, da ne govorimo o filmu, ne. Film, so nekateri že tudi zverzirani, da na kognitivni ravni v bistvu probajo narediti umetniški film. In tale moj soimenjak Roman Jakobson je rekel, da je film metonimija, če se lingvistično izrazim, polna sicer nekih metafor med filmom, ampak v osnovi je film metonimični medij. Zdaj v Freudovem diskurzu bi govorili o premeščanju in zgoščanju in tvorbi simbolov, tako kot pri sanjah. Tako da film je umetnost, ne, ker ima simbolno strukturo, vse ima na kognitivni ravni, to gledalci ne zapopadejo, nek zelo močni teoretiki bi pa celo znali dešifrirati neko umetnost kot pravo umetnost, ne, se pravi, prava umetnost, to je spet tak izraz. Freud je en stopajoča, gradiva, stopajoča se prevaja. Gradiva je neko literarno delo, ki Freud našel latentno strukturo in je razlagal tamne spisi o umetnosti, tamne noti ta knjiga. Ampak pa tudi piše podatek, da je pa Freud šel pa k umetniku, ki je to gradivo napisal. In mu malo namignil, wow, veš kaj, umetnik je to napisal, je pisal iz svojega nezavednega. In na zavestni ravni je ena forma bila, Freud je opazil to nezavedno formo, ki je ključna za umetnost, za percepcijo umetnosti, ali ta umetnik blage veze ni imel o tem, kar je Freud kot psihoanalitik opazil noter. Zato o umetnosti lahko kot teoretik, kritik, lahko govori nekdo, ki ve, da obstaja nezavedno, da obstaja simbolno, ki ima svojo logiko, torej je psihoanalitično razmišljajoč. In če si zverziran v psihoanalizi, se pa pojdi kritiko umetnosti. Ker tam enega klošarja dobiš, da je malo umetnosti govor, ja, se jaz imam pa rad, sem pa včasih hodil. Pa začnejo govoriti, jaz pa tele vidim neko žalost. Ne, ti si sam žalost in kamorkoli boš pogledal, boš žalost videl. V resnici je umetnik bil prizadet na en način, teoretik umetnosti bo pa to umetniško delo pa tako videl. Skratka, to je čist diskurs o umetnosti, je čist razštelan. Jaz pač povem, ker nihče tako ne govori, evo, pa naj bo opozicija tistim, ki neki poveličuje vse skupaj. Koliko pa mislite, da je neke povezave med iskanjem pozornosti pa delanjem umetnosti? Ja, to je pa Freud rekel, da te gledališčniki, zabavljači, pevci, to bi babe rad dobili, ne? Mislim, se je včasih bilo tako, Freud je to zapisal, ne? Da se tiste fenice, kot čas so se moški bolj petelinili, da ne rečem kurčili, in tiste gledalke so to gledale. A on je bil, kaj pa dela? Ja, te sem pa umetnik, tle imam pa gledališko umetnost. On je pa sam živel za tisto babo, kako je nategnil. One so bila vsa vesele, da je on je pa tam gor na odru. Jaj, jaz bi bila parada. In pa prije dva knofa si odpre, se mali s prsi, pa lepa sem. In ona dva se pogovarjata o umetnosti in pa noč ima svojo moč in se dol data. Tom bed nič ne ve o teh umetnosti. Ne, psihoanaliza pa tudi tematizira. Sploh pa jaz, ki sem vodilni seksolog, kakšen sex life imajo te umetniki. Freud je nakazal, da oni tam se ven mečejo umetniki, niso bili umetniki, zabavljači so bili. Gledališčniki so bili zabavljači. Ne, tudi jaz sem gledališčnik, imam svoje predstave, danes grem v Portorož, zabavam z neko vulgarno seksualnostjo, se narežijo, tudi poučen sem, ne, jaz se nimam glih za gledališčnika, za razliko od moje soigralke, ki je pa profesionalna igralka, celo življenje hotela biti in zdaj ima, ne vem, 200-300 ljudi in je spet lahko polno uživa, ampak ona je resna gledališka igralka in je not v tem, jaz pa nisem to, jaz pa tam, ko moram pa narediti, ja nasmejati.
se pravi, tam nekaj afne guncov, ker sodobna gledališča imajo jih 10 na odru, pa 3 v dvoran. Asta Vrečko pa plača sodobno gledališko umetnost. Jaz imam pa 200 ljudi not priprav, da lahko 1000 evrov dvorano plaču, vse stroške pokril. Čas so bili pa to zabavljači, potujoča gledališča, zabavljači, ne toliko tragedije, komedije, da so se ljudje naužili luštnega. Se pravi, zdaj sem spet na široko. V osnovi sem tole, kaj bi že mogel povedati, da so te umetniki, moški, ful identitetno zbegani. Zdaj, če si normalen, iščeš privilegij v ženski želji in pa moraš hudič v rap spol, če pa ni hudiča, moraš pa lutko dati, pa reči, pa hudič, umetnost. In pa si nekaj več ureden, evo, zdaj pa prišel zraven, samo malo je treba napiti. Po načelu baba pjana rit prodana. To je vse ta nek seks v zadju. Pa se pa razkrije fotopapa, pa si... Asta Vrečka se pa slikala in z uranikam, in z unem zlodejam ali smodejam dušenam. Pa pod muke ne vejo, kaj bi. Na tihem, na zabavah se šele razkrije patologija teh fukfehterjev, moških. Ženska pa tudi, jaz bi bila pa tudi umetnica. Ma ti boš umetnika dobila, če všlepa. Sorry. Super ste probali to, ste razložili, no? Po svoje, ne? Probavamo nekako te teme povezovati, ki se res vse prepleta med sabo, ne? Ja še imam za eno par papirov pripravljenih. Sicer sva že dosti povedala, no, na to temo. Dajva še mogoče, če bi lahko komentirali, ali mora umetnost vsebovati element proof of work, se pravi neki dokaz o delu, ne? Da bi lahko rekli, da je neka umetnost, ne? Da se nekdo mora potruditi, pa nekaj narediti, da je potem to lahko nekaj vredno, ne? Se pravi, prej ste recimo omenjali, ne vem, on je 3 leta delal sliko, ne vem, umetna inteligenca pa zdaj zgenerira in je to, ne? Včasih je bilo, in tudi v teoriji umetnosti se je spraševalo, koliko truda je nekdo vložil v to. Sem pa prišla ta čudaška umetnost, ta verzija, te abstrakcije. Sej Vasilij Kandinski je tisti dolg delal, ne? Ampak mislim, ne vem, da bi rekel zdaj Jackson Pollock, koliko časa tiste črte vlekel, pa packe. Ampak obstaja pa res te abstraktneži, ko v 5 minutah naredi vse živa, ker ima nek status, pa ne vem, v neki umetni striki, zasičeni poti, on pride, pa da nek podpis, pa ko pa si ti, pa še tako, akademski slikar, ker tlele eden naš je bil akademski slikar, Janez Hočevar, ko je bil Hočevar, se je pisal, ne vem, Janez Hočevar, Rifle in drug. Ampak tale je bil pa res žalosten, skozi so neke smrti so bile in vse je bilo toliko temačno, s tisti pogled žalosten sam ratu, ne. Ampak je bil akademski slikar. In pa to, ko gledaš, ne, kdo pa je to akademski slikar, ne. Pa je podpis bil še gor. Ali pa tale Janez Knez, ki smo šli k njemu atelje. On je v Jugoslaviji svoja platna pošiljal v Beograd in oni so zelo poiskali, če je platno, ne vem, kje ranjeno, ne, se pravi, da je kak madež ali pa kaj. Ne, ko je bilo pa narisano, je bilo pa vse skup nič, tistem gor, ne. Ta Knez je sicer dobro risal, ampak pol nagrajenci Richarda Jakopiča so bile pa se pa afne guncali, neke averzije so gor dajali, pa še tatko delo. Ne, smo gledali in pol pa on povedal, kakve selekcije. Pa da je treba, koliko časa si to delo, ne? Če ste v 5 minutah, to nima take cene, če se pa 3 leta matru, pa to pa cena naraste. Torej 3 leta. Zato, ko v srednjem veku freske so delali po cerkvah, res umetniki s talentom, to so po 2-3 leta delali te freske, ki še vedno so, 3 leta je to delo, ni bilo nebar, na stropu je bilo, pa stara, pa še vedno kaže. To je ful vredno in miselna dejavnost, se pravi, nezavedno mišljenje. Ko ti vidiš neko fresko v eni 1000 let stari cerkvi, vidiš tisto fresko, kdaj je bila pa ta je bila pa v 15. stoletju, čez uno spodnjo fresko, na novo, to je pa že 500 let. Koliko časa se to pa dela, podatek, 3 leta je to delo.
Wow, 3 leta vsak dan delo. Pa ga pa ceniš, kaj toliko časa delo. Pa on scalec, ti čemp, koliko cajta pa z tega scalca delo? Pol ure pa je bil. Ne? Mislim, mi pa gledamo, wow, čemp, tule si pa dober naredil. Namreč, tale čemp je imel nek uvodnik za razstavo. Mnogi znajo risati, med njimi tudi Roman Vodeb. Čemp, ko pa mjane tam ne omenaš? Ja, ko, češ, jaz nisem umetnik, jaz znam risati, nikoli nisem rekel, da sem umetnik. Sem kurba, tale scalec pa tudi ni umetnost. Pa ta je bil še višek tizga, še malo gledal. Tam si pa videl, tam je bil pa koš za smeti, smisel, da moš smeti, ne, to je pa umetnost, ko pa je koš za smeti. Wow. Ker sam, če pa en koš je dal, en na druga, pa mivko noter dal, pa je pa priluknil, pa mivka ven šla, pa en pa do drug, vsi. In gledaš menta 230 ljudi, so pa ploskali na konc, pizza, pa v Slovsko še samete 5-metrska, vas je nategnil. Skratka, so ene zakonitosti v določenih obdobjih, ko je treba dati neko energijo not, nek čas, nek trud, nek talent, ne, kaj delaš, pogledaš, neč, koliko cajta si pa to delo 3 dni. Ne, vsako luknjico naredil tam, vse skupaj nič ne vidiš. V določenih obdobjih, do določene zvrsti, ima neke zakonitosti in če si ti v postmoderni, tam je nek svetovni trend, ki se neki odkupuje tak pa tak in pa moraš ti to pa to delati, ker v tem obdobju je zadeva taka pa taka. Pa to zbledi, pa pride avantgarda na drug način. Ali pa estetika v umetnosti, estetika. In pol tudi estetika kot filozofska neka disciplina je že čist zamrla. Estetika pojem lepega v umetnosti, ne pa ruski realisti so mrliče neki slikali, pa ni več estetsko bilo to, ne, bilo je umetnost, ker si čutil neki, ne, umetnost. In pa je to estetika zamrla. Pa se pa najde Aleš Erjavec, pa na novo obudi estetiko. Pa je pa predmet na filozofiji estetika. Ne, pa tale Lev Kreft, foter je bil Bratko Krefta, jaz, ko pa ti, jaz za estetiko. Pa bo to estetiko, kje v šport rineš. In pa se ta filozof s pedigrejem, politično angažiran, bil bi rad predsednik SD, stranka demokratov ali pa Združena lista socialnih demokratov, z nekim unim statusom, on se začne pa kja s športom. Lega Lev ali Leopard, kaj si, dej tih bo to športu, ker tle pa absolutno nič ne štekaš. Pa prodajaš še v športu bučke, iz estetike ven. Estetika pa en sam natek. Če se psihoanalitično pač zapodiš kje noter, pa mal na kmečki način razfukaš vse, evo, zdaj sem bil malo bolj grob, kakorkoli že. A bi lahko še kaj komentirala, mogoče Plečnika pa arhitekturo, glede umetniškega vidika? Ja, zdaj, jaz se tako malo po svoje jezim, ker dajo Prešernove nagrade umetnikom. Ne? Jezime, da je to v Cankarjevem domu, ker Cankar je seksualno bil s tam eno tetico, nažigal je pa hčerko 15-letno. Pa zboksal je kao trebuh, mi ga pa kujemo zvezde, pa Cankarjev dom je po njem. Prešern je bil pedofil, 13-letno Ano Jelovšek, on je bil pa star 37 let. Pesmice je pisal, ja, pesmice pište v srednjem veku. Zdaj pa pišemo kolumne, močne pa knjiga, ne pa pesmice. In pol dobijo Prešernovo nagrado, jaz če jo dobijem, jo dam nazaj, oziroma jo sploh ne spremem. Se nam dobo, ne skrbeti. Ampak tam tudi arhitekti. Kam zdaj arhitekturo turite kje umetnost? Čaki, ne, pa jaz razložim, zakaj ne. Res pa je, da je na delu simbolno, z veliko pisano, ki je primarno, tudi ko je na delu arhitektura. Ko so recimo cerkev, ne, cerkev je en sam falus, zaradi tega je minaret v krogu, ker tale organ, naši lenuhi so štiriglate delali, oni islamisti so pa okrogle delali, ker je organ v krogu, ne. Pa bim bom, to je ejakulacija na simbolni ravni, ne, tam gor, na turnu.
In te cerkve imajo prav falično simbolno strukturo, testisi pa falus, ne, vse cerkve so tako narejene. In potem so pa tudi samostane šli gledati. Se je dobil avion, pa z vrha so gledali en orang, falus je tam narisan. Ne, se pravi, simbolno, nezavedno. Je bilo na delu, ko so kreirali neko zgradbo. In je nezavedno so v celibatu, oziroma so tudi latentno geji, tam šteje samo moški spolni organ, nune so tam nepomembne, pa še tiste, ki so lezbike. Sorry, da to tako, zdaj psihoanalitično je legitimno to trditi. In pa se je v strukturo cerkvenih, starih cerkvenih zgrad, ena seksualnost se je noter odkala. Ne? In tudi v strukturo plečnika, če bi še šel v psihoanalizo not, bi rekel, pismo tole pa je na simbolno latentni ravni nekaj opazno. In pa bi tam Freud je svetoval, tistega Mojzesa je gledal, ne vem koliko, vsak dan ga je šel gledati, pojmo je kapl, interpretacija. Se pravi, če bi hotel tem plečniku kaj povedati, to bi mogel dolg časa motriti njegove mojstrovine in bi ugotovil, da je plečnik, pa še neko zgodbo življenjsko bi rabo vedeti, da vidim, kako je njegova frustracija zaznamovala njegovo arhitekturo. Ne? Sej plečnik je tudi neke športne objekte, tam Planica bil tam so bratje Gorišek bili, ne? Z najdaljšim stoječim skokom pa vulvo delali, ne. Mislim, tam je vse seksualno v tej Planici. Če bi velika nacija bila, ne bi rabili Planice tako velike. Večjo ima lahko sam še San Marino, ki je tako mehna država, pa klitorični narod, nič ne sni. Pa imamo tam pa Planica, ne, namesto da bi Holmen, Kulm, Oberstdorf, moški so, a mi imamo Planico tam, ženskega spola. Ne. To jaz vidim v športu. Če bi šel pa umetnost, pa šel plečnika motrit, bi zagotovo nekaj najdel, kar so mogoče že neki teoretiki že opazili. Jaz bi bistveno več opazil, ampak ko bom zdaj pa še tega plečnika napičil. Vedno je v arhitekturi se na nezavedni ravni utke v arhitekta, v njegovo mojstrovino, zgradbo, se njegovo nezavedno upne. Ne? In če gre moški študirati, bo gradil armiran beton, se pravi erekcija kakor skala, kamen, kost, ženska bo pa dekorirala notranje, zato ker ima spolne genitalije, imajo noter se, ne? Žensko skrbi, ko je zdaj tam noter. Moški se pa naven kurčil, ne? Pa delajo raufum tale naš 360 metrsk. Moški so ga to naredili, ker so mejhne imeli. Ženske so pa hotele čistilno napravo, pa klitoričen dimnik. Ne? Zdaj, to je neko tako znanje, absurdno znanje. Je legitimno znanje. In zdaj, če bi šel s tem znanjem arhitekturo motrit, kupica enih stvari bi jaz videl, ki jih doslej drugi niso videli. Pa so bili Prešernovi nagrajenci. Mislim se, ko zdaj še zidarje, kaj noter turite, zidarje, ne, mislim. Skratka, vse je skozi optiko psihoanalize tako seksualno, da sem jaz raje tiho, če sem pa nagovorjen, sem pa za intermeco, za malo zmedit, sem pa par stvari pač povedal. Zdaj pa, tisti, ki bodo to gledali, take it or leave it. Dosti nekih tem so zdaj obdelala. Ja. Probala so nekako umetnost predstaviti na način, da bi bilo razumljiva. A imate še vi kaj takega, ki so moče pozabila ali pa nisem vprašal? Ja, to je tok tega. Treba je v diskurzu motriti umetnika, njegovo frustracijo in kje je zdaj njegovo nezavedno, njegovo simbolno spregovorilo v tej ponujenju umetnosti, pa je pa tukaj konzument. Ok, tudi vevrčki so tukaj, ne. Kuk pa te zasmetijo po percepciji umetnosti, ful zasmetijo, ne. Če nekdo nekaj najdeš, ko bo nekaj preplačal, bo vsi mislili, to je pa toliko dal, on je pa za nalož toliko dal, da bi zmedel ljudi, ker ima preveč denarja. Zdaj se pa jebite, ne. Zdaj pa tolek ni nič vreden, sem dal pa 100 000 evrov. Pa vsem povete, da je bilo 100 000 evrov. Se pravi, ta denar v umetnosti ima svojo vlogo. Potem so pa konzumenti, ne, ki so pa ranjeni na svoj način, aristokracija, elita, ko ne ve od muke, kako bi se nad kmete dvigla, ne, nad tiste normalne ljudi, ko gledajo sodobno averzijo umetnost, ne, pseudo, lažno, anti, kvazi umetnost
In je iskren, ego ima, ker ga mama imela rada, za fotra je bil car, ki je delal, ne. Lej, jaz nič ne vidim, mi smo kmečki ljudje, mi smo butast, ne. On je iskren, pa čuti, da ne sme lagati, pa reče, lej, nisem jaz šolan, jaz nič ne vem, zakaj se gre. Pa elita, on pa pride tja, ne, na razstavo, ja, veš, da ti zbutel, kje boš ti vedel. Mi pa vemo, to je vse natek, to se norca delajo, oziroma to si racionalizirajo. Racionalizirajo si, da tisto, kar vidijo, da je to umetnost. Jaz sem bil s hipnozo, in to je že bil tak eksperiment, Paul McKenna ga je, to je vodilni neurolingvist zdaj v tem trenutku. Vodilni hipnotizer je Darren Brown, ki je bil v prvi vrsti teh šovov Paula McKenne. Jaz sem vse te šove snemal, ko sem se učil hipnoze. In tam je bil prav nek prav transparentni kič. Vsi so se, a je to kič. Pa še neka plastika, neke igračke. In je to tam razglasil, to je pa performance visoke umetniške vrednosti. On ga dal pod hipnozo, mu dal posthipnotsko sugestijo, ko te bom zbudil, ti bomo servirali umetnost in ti boš blažen, ko boš to videl. Ne? Ga zbudijo. Ne? To je bil takole, buden, nič v hipnozi, samo nezavedno mu je dal idejo. To, kar boš videl kakšno umetnost, to boš kar ganjen. Ocean feeling, ali ko je kurja pot, bo šla po tebi. In pa tam mu dajo tiste neke igračke, kičaste. To mu je kar solza začela te. Marvelous, beautiful. Ne? Ker mu je prav možgane v nezavedno. Ta elita ima upravne možgane, ker si tako hoče nekaj biti. In pol na silo nekaj vidi, česa tam ni. Ne? Nasede kot tanker v plitvini. Ne? Zato pravim, da je to ne placebo umetnost, pseudo umetnost, lažna kvazi umetnost. Ne, elita pa to, mi smo pa več, ne, pa se pa združijo, mi vidite, trije tam čistili, kako pa je to. Sej, pa pride na tej točki, te anarhisti, pa anarhistke, ne, zeleni, ko se tam stavkajo, pa se na avtocesto uležejo, so zdaj zabetonirali roko v asfalt, da moš hinkati tam not, stavkajo. To so ausglajzan se reče, ne, se pravi, razštelani psihično, ampak sej ni fair, da vzame škaf barve pa v Rembrandta vrže, ne, ker je to tako drago. Ok, ne v Rembrandta, dej v moderno umetnost, dej te v Warholsa, pa Jasona Pollocka, pa kaj še te meni, Cage, John Cage, ta je bil anarhist, Miško Šovakovič ga kujo zvezde, da obstaja fakultete, ima 5 katedr, eno zvrst neke teorije, ki je John Cage imel, druga katedra, vsi ima katedra za John Cagea, tip je bil pa pretegnen, anarhist. Take neumnosti je govoril, da me glava peče, če bi njega poslušal. Kritična masa ljudi mora enkrat reči, dosta više, ne se več nategvati, sam ne bo, ker pa ne bo te socialne stratifikacije, te bogataši, ta elita, kapitalisti, lastniki produkcijskih sredstev, če se marksistično izrazim, se bojo vedno hoteli dvigniti nad rajo. V športu so bili v tenisu, bili napravljen, pa prišel en kmet, delavc, jih je zrolo, enega telo naš lopač, ki je kupil vitamink, ena trgovina, pa tiste strice tam, so se umakali, mi s kmeti pa ne bomo igrali. In ta elita, ki je bila nekoč v tenisu, je šla pa v golf. Če češ pa ti golf špiljati, moš pa 10.000 evrov članarine plačati, na Bledu. Pa so zbrali eni 10.000 evrov, da so v golfu bili dober, ne. So šli pa v polo, moš pa ti konja kupiti, konj je pa 100.000 evrov. Pa se pa s konjama fnaš v športu, pač šport poznam. Umetnost je pa ista zgodba. Te, ko bi rad, ko ima denar do bab pršel, unih tetic, ko so se zmislili bonton, kaj je po bontonu, pa kaj ni po bontonu, to so se stare babe zmislili, da njihov deci ne bi mladenke nastavljavke gledali, starlete.
In umetnost nastala, gremo v moderno galerijo, pa so se pa tam... Vse moram že za sklep povedati, da nekdo, sem ga že omenil, ki je bil pacient pri meni, je šel Prometeja gledati v Benetke. Ne vem, kdo je bil Anton, Prometej. To je bil starogrški junak, ki je ljudem izdal ogenj, tudi abecedo števila je dal, kar ne bi smel, in pol je dobil kazen, zdaj ali moj Zeus zdaj kaže, da so ga prikovali na skale in ga je, ni bil krokar, orel mu je čez dan tiste jetre pokluval, čez noč so mu pa jetra nazaj zrastla. Za kazen, ker je ljudem odkril te skrivnosti. In ta Prometej je bil tam narisan. Slikarsko. In ta en moj pacient je rekel, jaz sem to gledal, meni so solze lile. Fejst je bil moten na tabletih, v polju bil, pa študent umetnosti. Dober glasbenik, dober umetnik, risar. Rekel, smrkle so prišle, tiste študentke umetnosti, bom pa umetnost, ne, imam rada umetnost. Pa so rekla, mi pa tebi zavidamo, da razumeš umetnost, ker mi jo ne tok. To se pa joko tam. Ampak jaz sem, koliko je bil ta frustriran. In tistega Prometeja, njegovo nezavedno, ga je zapopadlo ravno na tej simbolni ravni, on je sebe gledal kot trpečega. Jaz sem mu solze tekle. One umetnice so pa gledala, lepo narisano, lepo, natančno. To je pa stal tam, ko kopan, pa joko, 2 ure. Ja, mi zavidamo tebi. Branje umetnosti. Mi tega nismo... Ja, zato, ker ste normalni, ta je pa ranjen. Kupica enih stvari bi še lahko govoril, ampak jaz sem te svoje videe, če je komu tole všeč. Da je maj pije voda, ker meni reče, smo jezni na tebe, samo zato, ker imaš prav. Če bi bilo komu tole všeč, jaz sem par teh videov, ki sem si pa izpisal, pa to malo prebral, da sem ene bistvene stvari, ki jih mogoče tole nisem povedal, ker za sklep bi, kaj sem še kaj pozabil. Ja, pozabil sem to še 3 ure, bi lahko govoril, če bi se spomnil vsega. Tam tiste videe naj imajo, to je pa za dece, zdaj pa bo jezen na vode pa še bolj. Ja, bom jaz dal videe še v opis, notri, da si lahko še pogledajo. Zdaj sem še spomnil, ki ste še omenjali šport pa umetnost, ne? Ja. V šolah status športnika, status kulturnika. A podpirate to, da imajo dijaki pa v osnovne šole? Ne podpiram. Zdaj, šport, če nekdo hoče uspeti, moraš ful veliko trenirati. Ampak jaz imam tudi umetnike, ne? Zdaj grem v Ljubljano, tam jaz imam umetnico, ki je slučajno v Sloveniji, drugače pa je v tujini glasbenica, ful talenta ima. Šel sem v Cankarjev dom jo poslušati, psihično pripravo, nimam jaz samo športnikov, tudi umetnikov imam psihično pripravo. To je treba vaditi, to mora koliko cajta pa piskaš v tisto frulico, da se karikirano izražim. 3-4 ure na dan. Sem rekel, to je pa veliko. Seveda, določeni tipi umetnosti rabijo garanje. Oni ne trenirajo športnik, oni vadijo. Vadijo, ne, ja, vse vadijo tudi športniki, ampak športni trening je trening, oni pa vadijo. In seveda morajo te mladi, ne vem, violinisti, morajo vaditi. In je prav, da imajo, in če jim to paše, čeprav, tako bom rekel, otroci še nimajo nezavednega, tako potlačenega, ker otroci imajo obdobje latence, njihova patologija iz otroštva se uveljavi med puberteto ali pa po koncu pubertete. In tam ljudje ugotovijo, da so umetniške duše. Oralna, analna, falična faza so ključne faze, tam do 6. leta so te 3 faze, pa je obdobje latence in tam ni nič. Ok, v športu bi rad zmagal, moš trenirati, če češ nekoč res, pa še mogoče kaj zaslužiti. Te umetniki pa otroci nimajo afinitete do umetnosti, razen če to starši nočijo. In pa mora jeti violino špilati. Pa je moški, ne, ker inštrumenti imajo tudi simbolno strukturo, malo tako genitalno, ne, načeloma
moškega njega kao violino silt, ker je simbol vagine, violina. Ne, pa njemu pikola dajati, ker je simbol klitorisa. Ne, pa ne ženske kao bobne toč, ne, to so sadisti, so moški, so bobnari. Jaz bi pa hčerka, da bi bila bobnar. Ne, pa more hoditi, ne, pa že vzljubi, se fajn imamo. Te umetniki, če je nekdo res talentiran, pa je srcem, če ga starši rinejo, bi šola morala biti tolerantna do teh naprezanj, ki jih imajo tudi kulturniki oziroma umetniki. Raje jaz rečem umetniki kot kulturniki, ker se mi ne zdi fair, da je zdaj samo umetnost kultura, da šport pa ni kultura. Tako da ta status se mi zdi, posebej pa v teh srednjih šolah, ko vem, ker imajo srednje šolke, ko obstaja tudi baletna gimnazija, to te baletnice to mora trenirati kot gimnastika. Jaz sem gimnastični trener, to je preko eno in isto. Ali pa te glasbenice. Mislim, pa to pod hipnozo igra klarinet, se mi zdi pismo, kot da se pogovarja z očetom. Ne? Ker interpretirati skozi psihoanalizo glasbo, to je ful zahtevno. In sem rekel, tudi to moram par stvari povedati, zato ker je subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, Zvezdan Pirtovšek, nevrolog, čist narobe Maurice'a Ravela, njegov bolero razložil kot nevrološko motnjo Maurice'a Ravela, v resnici je pa ponavljanje, simbolno podoživljanje prihajanja mame, po moji percepciji. On je pa čist drug koncept, napačen, dal v razumevanje glasbe. In za glasbo je pač treba vaditi in te srednješolske glasbene šole, te, ki hodijo hmen, to morajo, ne vem, po 3-4 ure vaditi. Sam imajo srednja glasbena šola, srednje športne šole pa ni glih tok, ne. Imajo sicer te oddelke, Šiška gimnazija. Skratka, evo, nekaj sem pa povedal. Ja, meni se tudi zdi smiselno, da se ti statusi probajo še ohraniti, pa da se mladim omogoča, da... Če imajo željo, ja. Če imajo željo, da se na tem področju še zraven šole dodatno izpopolnjujejo, ne. Ni pa fajn, da izpolnjujejo željo staršev, ne. Ker vem, Janica Kostelić, Venus Williams, Serena Williams, to so bile nekoč očetove želje, sedaj so to moje želje. Lacan, želja je vselej želja drugega. In v umetnosti tudi, ko mamice bi rade, pa sinčka, ki je ves motorič in mora violino špilati. Mislim, ali pa ta mala, mislim, vse punce imajo pa rade, kaj moja sestra je klavir špilala, smo mogli klavir kupiti. V redu. Pri Freudu je pa ena sestra bila ful talentirana za klavir in so imeli doma klavir in mali Zigi je mamici rekel, bil je pa golden child, ne, za svojo mamico božanstvo, tako kot jaz, pa za fotra car, to frazo uporabljam. Ali so mogli klavir umakniti? Ker Freudu je šel klavir na živce. Pa tudi on je bil čist antiumetnik, pa je bil nekajkrat v gledališču ali na koncertu in da je, nam rekel, da je sovražil umetnost, ampak ni bil ljubitelj umetnosti, zato ni čudno, da je toliko kritičnih stvari kot neljubitelj umetnosti, lahko povedal o umetnosti, ampak se mi zdi, da je on povedal skozi, ne da je to sovraži, ampak skozi nek teoretski diskurs, legitimno je povedal, psihoanalitično legitimno, zdaj pa nihče več tega noče, ker samo ljubitelji kulture, umetnosti so utkani v ta diskurs, psihoanaliza, ki bi pa res lahko kaj povedal, ta mora pa molčati. Zdaj pa, ker sem pa jaz kritične misle, evo sem pa še na področju umetnosti par stvari povedal. Ja, mislim, da lahko na tej točki zaključiva. Meni se je zdelo ful zanimivo. Če se tudi vam zdi zanimivo, dajte slediti. Če še je kaj takega, lahko tudi Romanu pišete, še vam bo kaj razložil, kakšne videe poiščete. To pa to se mi zdi, ne? Evo, to je bilo to. Super. Hvala še enkrat, ne, da ste se odzvali. Hvala vama, sta prišla tebe. Hvala. Čau.